Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Mnogokrat smo že gostili program Svit, ravno zaradi tega, ker je tako zelo pomemben. Rešuje nam življenja, podaljšuje življenje tudi tistim, ki so morda že oboleli, predvsem pa zagotavlja boljšo kakovost življenja. In seveda, pogovarjali se bomo z dvema gospema, ki sodelujeta v programu Svit, oziroma ki bosta razložili, zakaj se pa vendarle premalo odzivamo. Namreč še vedno preveč ljudi ostaja zunaj programa Svit. Ne odzovejo se in to je težava. Ne za program, temveč za tiste, ki ostajajo zunaj. Z nami v studiu je gospa Jožica Mavčec-Zakotnik, doktorica medicine, specialistka družinske medicine in vodja programa Svit. Pozdravljeni. Pozdrav. In druga gospa je Maruša Naglič, univerzitetna diplomirana psihologinja. Tudi vi pozdravljeni in zelo dobrodošli, kajti danes nam boste razložili, kaj počnejo naši možgani takrat, ko pravzaprav delajo včasih celo proti nam. No, da ne bomo preveč povedali o tem, o čem se bomo pogovarjali, pa si poglejmo kar prvi posnetek. Zelo zgovoren bo. Strah je eno življenjsko, normalno telesno čustvo, ki nam velikokrat v življenju stvari kakšno omogoča, nam se pravi, ne omogoča, da dosežemo določen cilj. V programu Svit zaznamo v sogovorniku, da ga je strah, da se boji, da se bo kaj odkrilo, da ni pripravljen oziroma ni dovolj močen, da bi se soočil s to boleznijo. Takšne osebe razumemo, jih spodbujamo in jaz poudarim velikokrat, da zaradi strahu ni vredno, da bi zavrgli to vabilo, ki jim lahko reši življenje. Rak debelega črevesa in danka se razvija iz tako imenovanih izrastkov polipov. Če jih zgodaj odkrijemo in odstranimo, raka preprečimo. Če pa se že odkrije rak, rak ne pomeni smrti. Današnja medicina je zelo napredovala in prej, ko ga odkrijemo, boljše, lažje zadevo pozdravimo in zato je program Svit res dobro orožje. Naši možgani so zapleten sistem, ki se nam pomaga znajti v vsakodnevnem življenju. Lahko si predstavljamo kot nekakšen računalnik, ki ga nosimo ves čas s seboj. In podobno kot fizični računalniki nam pogosto pomaga, olajša življenje, včasih pa tudi zablokira in takrat nam lahko povzroči več škode kot koristi. In naše misli niso vedno realne, še manj so pa vedno koristne za nas in še posebej takrat, ko nas je strah, se lahko zgodi, da logični del naših možganov začasno zablokira in reagiramo bolj iz čustvenega dela možganov. In v primeru Svita lahko to izgleda tako, da ob misli na pregled pomislimo, kaj pa, če mi kaj najdejo. In ta misel v nas vzbudi strah, tesnobo. Ker so nam ti občutki neprijetni, pa se jim poskušamo instinktivno čim prej izogniti, jih odpraviti. In eden od hitrih načinov za to je, da se odločimo, da na pregled ne gremo. Vabilo vržemo v koš in se s tem nehamo ukvarjati. In to bo kratkoročno pravzaprav učinkovito. Naša tesnoba se bo res zmanjšala. Na dolgi rok si pa s tem morda delamo škodo. Zaradi tega, ker tisto, kar je dobro za nas dolgoročno, ni nujno enako temu, kar je prijetno oziroma ugodno v tem trenutku. In to, da smo pripravljeni sprejeti trenutno neugodje, ker vemo, da bo na dolgi rok to za nas koristno, izvira iz zavestne odločitve. Podobno kot na primer odločitev, da gremo k zobozdravniku. Čeprav pričakujemo, da bo ta pregled morda neprijeten ali pa celo boleč, ampak se vseeno odločimo, ker vemo, da nam bo to pomagalo ohraniti naše zobe zdrave oziroma čim prej odpraviti karies, preden se razširi. Zdaj, če že zelo dolgo nismo bili pri zobozdravniku ali pa si vmes nismo redno umivali zob, morda pričakujemo, da naši zobje ne bodo v najboljšem stanju in bo ta strah še večji. Tako se lahko zgodi, da s pregledom še bolj odlašamo in se ujamemo v ta začarani krog, ko je pravzaprav vedno težje iti. In podobno se lahko zgodi, da tudi za svoje zdravje ne skrbimo najbolje, ampak se s tem pravzaprav ne ukvarjamo. Potem pa nas misel na Svit na to spomni in se sprašujemo, kakšne so posledice tega. In ker to v nas vzbudi strah, ker nam je ta misel neprijetna, je morda lažje, če jo odrinemo. To je pravzaprav naš obrambni mehanizem. In tako si lahko rečemo, da bomo na pregled morda šli čez pol leta, vmes poskušali spremeniti kakšne stvari, lahko pa se zgodi, da na to tudi pozabimo v tem času. Jaz pri svojem delu z ljudmi opažam, da smo Slovenci v povprečju žal precej slabi v skrbi zase. In mislim, da danes že vsi vemo, da je za ohranjanje zdravja pomembna zdrava, uravnotežena prehrana, dovolj gibanja, redno sproščanje za obvladovanje stresa, pa izogibanje alkoholu in cigaretam, zadosti spanja in počitka.
ampak mislim, da redko kdo med nami vse to počne. Žal nam skrb za lastno fizično, psihično zdravje dostikrat ni prioriteta in se nam zdi, da moramo najprej opraviti vse obveznosti, poskrbeti za vse ostale in morda na koncu, če ostane še kaj časa in energije, bomo poskrbeli še zase. Tako se lahko zgodi, da tudi dobimo vabilo na pregled in si rečemo, ja, bom šla, ampak ne zdaj nimam časa. In tako odlašamo, ker so vedno kakšne druge stvari pomembnejše. Mogoče zelo dobro se nekako vklaplja v ugotovitve naše raziskave, ki smo izvedli lansko leto, glede tega, kakšni so razlogi za neodzivnost v program Svit, kajti še vedno se 40% ljudi v Svit ne odzove. In zanimivo je, da so pravzaprav to trije glavni razlogi, to, da ljudje povejo, da nimajo časa, da imajo druge obveznosti in da si zato enostavno ne najdejo čas, čeprav zato rabimo relativno malo časa, da storimo te korake v svitev. Potem, da nas je strah, je kar več kot 20% ljudi odgovorilo, da je pač strah tisti, da mu kaj odkrijemo, vzrok, da se v svit ne odzovejo in ti izgovori potem pravzaprav tako časa strahu ali pa enostavno rečejo, zdrav sem, mene se to ne tiče. To so pravzaprav neki ključni razlogi, izgovori, da ljudje najdejo pravzaprav neko iracionalno razlago, da se v tako pomemben program, ki rešuje življenja, morda tudi njemu samemu, ki najde enega od teh izgovorov, pravzaprav pretehta, da v svit ne vstopijo. In čudni so ti naši možgani, ki vedno znova na nek način nas usmerjajo drugače ali pa velikokrat drugače, kot bi bilo prav v naših odločitvah, tako bodi si v svit ali pa za druge odločitve glede varovanja zdravja, zdravega življenjskega sloga. No, in ker so v program Svit tudi vključeni osebni zdravniki, ki mnogokrat lahko držijo štango takrat, ko je bolnike strah, oziroma če se pač zatečejo k njim, si poglejmo izjavo zdravnice, družinske zdravnice. To je ena taka človeška lastnost, ki jo imamo verjetno vsi, eni bolj, drugi manj izraženo. Strah nas je diagnoze, ker ko nam enkrat postavijo diagnozo, smo bolni. Dokler ne vemo, smo zdravi. Živimo lahko prepričani, da smo zdravi in živimo normalno. Če bomo izvedeli, da smo bolani, moramo spremeniti svoje življenje, moramo se marsičemu odpovedati, moramo se prilagoditi drugemu načinu življenja, moramo spremeniti prioritete. In bojimo se sprememb. V resnici, jaz mislim, da je to glavni razlog, da vsi ostali so izključno izgovori. Ja, kot ste prej omenila, doktor Zakotnikova, pogosto so res neki takšni izgovori, ki jih najdemo, v smislu se počutim povsem zdravega, pa bi verjetno že opazila, če bi bilo kaj narobe, ali pa mogoče tudi nekateri ljudje mislijo, da bi si z razmišljanjem o bolezni to samo priklicali, ali pa da se tako ne bi odločili za zdravljenje po poti uradne medicine, tudi če bi jim kaj našli. In mogoče bi za drug pogled na te argumente, ki jih naši možgani sproducirajo, pomagalo, če potegnemo eno vzporednico z našimi jeklenimi konjički. Tudi naš avto lahko na pogled povsem normalno deluje, ne opažamo nobenih težav, ampak vendar ga moramo pred registracijo peljati na obvezni tehnični pregled. In če tam odkrijejo, da na primer zavore ne delujejo pravilno, bodo to hitro popravili in varno se bomo lahko vozili dalje. Če pa na pregled ne bi šli in tega ne bi vedeli, bi morda zavore odpovedali takrat, ko bi to najmanj pričakovali in bi se zaleteli. In podobno je pravzaprav z našim zdravjem. Večina med nami nas danes ni toliko v stiku s svojim telesom, da bi opazili vsako drobno spremembo, zato mislim, da je zelo pomembno, da se redno udeležujemo preventivnih pregledov, presejalnih testov in preverjamo, ali je naše zdravje dejansko takšno, kot mislimo, da je. Da to vzamemo kot eno redno povratno informacijo o svojem zdravju. In tako kot tudi na tehničnem pregledu, če odkrijejo, da zavore ne delujejo pravilno, se lahko še vedno sami odločimo, kam bomo avto peljali popravljati. In tako je tudi rezultat svita samo ena povratna informacija za nas, kaj se z nami dogaja, še vedno pa imamo potem sami možnost izbrati način zdravljenja. Vsekakor pa je dobro, da to neravnovesje v telesu odkrijemo čim prej, ko lahko tudi hitro in učinkovito ukrepamo. Zadnjič sem prebrala en citat: dobro skrbi za svoje telo. To bo edini kraj, kjer boš kadarkoli bival. In se mi zdi v bistvu škoda, da dostikrat ljudje prej poskrbimo za svoj dom in avto, kot pa zase.
Zanimivo, ne? Mi imamo predpise. Vsake toliko časa moraš peljati avto na tehnični pregled, registracijo in tako naprej. In to nam je povsem jasno, to sprejmemo in to počnemo. To dejstvo, da pa vsaki 2 leti testiraš svoje blato na prikrito krvavitev in s tem morda odkriješ predrakovo spremembo ali pa zgodnjo obliko raka, kar seveda je tisto, kar program SWIT ponuja, to nam je pa pravzaprav nekje odveč, ne sprejemamo, imamo odgovore, izgovore in nekako res iracionalno, neracionalno se vedemo, ne? Do sebe, do svojega zdravja, do svojega življenja. Pravzaprav se imamo samo eno zdravje, samo eno življenje in rak, ki ga mi odkrijemo zgodaj, ima pravzaprav več kot 90% možnost za preživetje, za popolno ozdravitev, za neagresivno zdravljenje. Če pa odlašamo, pa se morda sploh ne odzovemo, ali se pa odzovemo šele 3., se pravi, da mine vmes 6 let, se lahko zgodi, da odkrijemo raka zelo pozno in takrat pa bi naredili nekaj, bi naredili še več, ampak žal, kadar je bolezen tako daleč, je morda samo 20% možnosti za preživetje oziroma je to potem neozdravljiva bolezen, ne? Se dolgo časa zdravimo, ampak rezultati so pa zelo slabi. Tako da vsaki 2 leti se testirajmo, podobno kot peljemo svoj avto na tehnični pregled, ne? No, seveda, ljudje se bojimo sprememb, pravzaprav jih niti ne maramo, še posebej starejši, katerim pa je program SWIT predvsem namenjen. No, in s takim mnenjem se strinja tudi onkologinja, ki smo jo prosili za njeno mnenje. Jaz osebno mislim, da imajo mogoče nekaj mesecev še življenja brez razmišljanja o neki bolezni. To sicer ne doprinese nič, njim je pa mogoče tisti hip lažje. Strah je popolnoma neupravičen. Prej, ko odkrijemo rak ali pa predrakavo spremembo, ki celo prepreči rak, je za bolnika bistveno boljše, ampak to v naših glavah kar nekaj časa traja, da spoznamo. Mislim, da ima rak še vedno stigmo neozdravljive oziroma težko ozdravljive bolezni, pri kateri ima uradna medicina pravzaprav malo učinkovitih orodij v primerjavi z mnogimi drugimi boleznimi. In mislim, da je marsikoga še vedno strah, da bi mu zdravnik, ki mu zaupamo, rekel, da nima kaj narediti. In tako je mogoče lažje se ne odločiti za pregled, kot pa da bi se morali soočiti z občutki nemoči in brezupa ob postavitvi diagnoze. Ampak tu se mi zdi ključno ravno to, da SWIT pa odkriva spremembe zelo zgodaj, tako kot ste že prej omenila, ne, ko lahko hitro in učinkovito ukrepamo. In morda bo res neprijetna tista negotovost, ko bomo čakali na izvid, na rezultat, ampak to ne bo trajalo tako dolgo, potem pa bo vodilo v enega od 2 možnih rezultatov. Ali bomo ugotovili, da je vse v redu in bomo pomirjeni, če pa ugotovimo, da je res kaj narobe, je pa prav, da smo čim prej dobili to informacijo, da lahko hitro ukrepamo. Se pravi, tudi če nam rezultat pokaže, da se naše telo začenja spreminjati v smeri, ki ne kaže več vseh znakov zdravja, mislim, da je to vseeno dober podatek za nas, ker to pomeni, da smo to spremembo odkrili tako hitro, da nas še ne ovira v našem vsakodnevnem funkcioniranju. Kar pomeni, da je ta sprememba verjetno majhna, lažje obvladljiva in jo bomo lahko hitro zajezili z nekimi poznanimi postopki zdravljenja. Če pa bolezen odkrijemo takrat, ko pa že telo samo sporoča, da težko deluje, je pa seveda ta sprememba veliko večja in bo tudi zdravljenje kompleksnejše, bolj dolgotrajno. Če se spet vrnemo na našo prejšnjo prispodobo z avtomobilom, lahko morda rezultat programa SWIT primerjamo z opozorilnimi lučkami na avtomobilu. Potrebno jih je jemati resno, opozarjajo nas na morebitne težave, še vedno pa se bomo lahko vozili dalje. Ja, no, lahko potrdim, kar ste rekli, ne? Program SWIT odkriva zgodnje spremembe ali predrakave, ki jih odstranimo in se rak sploh ne razvije, oziroma raki v SWIT-u so odkriti v 72% v zgodnji fazi. To pomeni, da se naredi ali samo polipektomija, se pravi, odstrani se polip, ki ima že raka na vrhu in je oseba pozdravljena skoraj 50% rakov je takih. Ostali so tisti, ko je potrebna manjša operacija in je oseba pozdravljena, ne? In to je tisto, recimo, če 2000 rakov smo odkrili v teh 6 letih in 15 000 predrakavih sprememb, ki smo jih odstranili.
Če zdaj potegnemo, kaj pomeni 2000 rakov, to pomeni skoraj 1500 rakov je bilo odkritih tako zgodaj, da je bilo potrebno nek manjše zdravljenje, oseba je pozdravljena. Brez svita, se pravi tisti, ki v svit ne stopijo, je pa samo 12 do 14% raka odkritih zgodaj. In to pomeni, da se pravi, v predčasu, pred svitom je bilo tako rekoč samo okrog 250 rakov od 2000 odkritih zgodaj napram zdajšnjemu 1500 rakov. Torej, strah, da mi bojo nekaj odkrili, je odveč, oziroma poskušajmo se razložiti. To moram narediti. Tudi če imam kaj v sebi, bo to nekaj, kar bo omogočalo, da se hitro pozdravim in da ostanem zdrav. Živ in zdrav. To je tisto, kar nam mogoče lahko nekako odtehta ali pa razloži nekako ozadje našega strahu, nas prepriča. Ja, poglejte, dragi gospe, verjamem, da metri pa še marsikdo lahko govorimo na dolgo in široko, kako je z rakom in kako je ozdravljiv. Pa vendar, ko človek dobi to diagnozo oziroma že samo strah pred diagnozo, dejansko lahko človeka popolnoma ohromi in poglejmo si, kaj o tem meni gastroenterolog. Pa ne pozabiti, da je pod besedo rak se skriva več kot 300 različnih bolezni, ki imajo različne značilnosti in mnoge od njih so ozdravljive. Skoraj vse so ozdravljive, če jih odkrijemo dovolj zgodaj. In zanimivo, če odkrijemo te bolezni dovolj zgodaj, so potrebni minimalni posegi, ki ne vplivajo na kakovost življenja, ki tudi ne zahtevajo kasnejšega sistemskega zdravljenja z kemoterapijo, z obsevanjem. In to je izredno pomembno, da se ljudje tega zavedajo, kako pomembno je bolezen odkriti čim prej. Res še enkrat bom to povedala, ker potrdila, poudarila, testiranje v programu Svit. Vsaki 2 leti nam omogoči, da mi zajamemo tisto okno, tisti trenutek, ko ta zgodnja sprememba, bodisi da je polip, bodisi da je zgodnji rak zakrvavi. In to je tisto, kar mi iščemo. Prikrito krvavitev v blatu, ki v primeru raka na debelega črevesa in danke, ki raste dolgo časa, lahko 5-8 let, se pravi v zgodnji fazi, zakrvavi manjkrat ali pa manj intenzivno in ravno zaradi tega je potrebno na vsake 2 leti se testirati, da mi zajamemo to zgodnjo obliko, ki je povsem ozdravljiva. Polip prepreči, da se rak razvije in to se je dokazalo v našem programu. Mi smo s programom uspeli zmanjšati število novih rakov za 200 primerov v 2 letih. In se pravi, 45 do 50% je teh zgodnjih rakov, ki so ozdravljivi z gastroskopijo oziroma s kolonoskopijo in z odstranitvijo polipa. Ostali nekaj 10% rabijo, se pravi, dodatno operacijo in oseba je pozdravljena. To je tisto ključno sporočilo. Udeležba v programu Svit nam omogoča zgodnje odkritje tistega, česar se bojimo. Se pravi, predrakave spremembe raka in to nam omogoča preživetje, kakovost življenja oziroma pač življenje, če nam življenje reši. No in s tem, kar ste zdaj le povedali, se strinjata tudi medicinska sestra, Svitove kontaktne točke in kirurg. In seveda ravno to je tisto, kar je bistveno, da poudarjamo mi in seveda še marsikdo, ki je vključen v program Svit oziroma izvajalci, da odkritje raka na debelem črevesu in danki, predvsem zgodnje odkritje, še ne pomeni smrtne obsodbe. Po uvedbi programa Svit za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke v letu 2010 smo na to v letih 2010 in 2011 opažali povečano število bolnikov z rakom debelega črevesa in danke. V naslednjih letih pa je ravno zaradi programa Svit prišlo število novo odkritih bolnikov upadati. Veliko ljudi v našem okolju sem spoznala, kateri so preboleli raka in živijo normalno. Ves čas govorimo, kako pomembno je, da se odzovemo v program Svit, da odpošljemo svoje vzorce blata. Predvsem pa poudarjamo, da je program Svit namenjen zdravim ljudem.
Ja, res je. To je tisto, kar ljudje pravzaprav v največjem deležu najdejo kot izgovor. Celo 30% ljudi je odgovorilo, neodzivnikov, zdrav sem, to se mene ne tiče. Ampak poudarek je, program SVIT je namenjen navidezno zdravi populaciji, stari od 50 do 74, zaključenega 74. leta, da se redno v program vključujejo, opravijo vse potrebne korake in s tem omogočajo, da svoje zdravje ali popravijo, če je že karkoli malo načetega, ali ga ohranijo. Spremljajo, se pravi, hodijo na redne tehnične preglede in tako omogočijo, da lahko dobimo registracijo v svojem življenju še za naprej, a ne za naslednji 2 leti. Ja, vsekakor pa mislim, da je dobro, da nas morebitne ugotovljene spremembe spodbudijo k temu, da razmislimo, kako skrbimo zase in za svoje zdravje, če tudi se stvari še niso tako zakomplicirale, ampak da tu pravzaprav ravnamo preventivno, da razmislimo, katere naše navade so koristne za nas, katere ne, kako skrbimo zase in za svoje zdravje in kako bi lahko morda tiste navade, ki niso najbolj koristne, spremenili v smeri, da bi bolj podpirale naše zdravje. Seveda pa to ni vedno lahka naloga in mislim, da je dobro, da se zavedamo, da se je potrebno tega lotiti postopoma in da je to pravzaprav tek na dolge proge, da spreminjamo neke svoje vedenjske vzorce, miselne vzorce in da je dobro, da si tu tudi naredimo načrt. Mogoče, če smo zelo zaposleni, je prvi korak lahko že to, da si postavimo en rok, dokdaj pa se bomo naročili na ta pregled, da se dogovorimo, da gremo še s kom skupaj, morda komu od bližnjih povemo, da to nameravamo, da nas lahko še malo spodbudi, povpraša. Dobro je tudi, da se pohvalimo za majhne korake in vsekakor je lažje, če imamo pri tem tudi neko oporo. Lahko se tudi obrnemo na bližnji zdravstveno-vzgojni center ali center za krepitev zdravja v bližnjem zdravstvenem domu in s tem, ko poskrbimo zase, ko naredimo korak v skrbi zase, s pozitivnim zgledom pravzaprav spodbudimo svoje bližnje, da naredijo enako. In pri svojem delu opažam, da se vedno več ljudi zaveda pomena zdravja, pomena preventive in to se mi zdi zelo razveseljiv podatek. No, in zdaj si za konec še poglejmo 2 izjavi. Najprej izjavo družinske zdravnice, ki se zagotovo vsakodnevno srečuje z dilemami in strahovi s svojimi bolniki, potem pa še izjavo Svitove ambasadorke. Skratka, ne sme nas biti strah. Saj z Svitom, ravno s tem programom odkrijemo raka v zelo zgodnji fazi, oziroma že pred rakaste spremembe, ki se mimogrede odstranijo, v 2/3 pa tako zgodaj, da ni sploh potrebno onkološko zdravljenje. Torej, samo operacija in po tistem brez kemoterapije ali obsevanja. Še vedno pa tudi tisti, ko potrebujejo dodatno kako zdravljenje, je to še vedno toliko zgodaj, da imamo lahko zelo kvalitetno in še zelo dolgo življenje. Samo prav čas, nič se bati. Nisem se bala, ker sem bila prepričana, da sem zdrava. In zdrava pa v resnici nisem bila, s tem, da jaz tega nisem vedela. Vesela sem, da sem sodelovala s Svitom, da mi je odkril bolezen pravočasno in da so mi zdravniki lahko pravočasno pomagali z operacijo, katera ni imela nobenega dodatnega zdravljenja, nobenih posledic in danes je tako, kot da nisem nič imela nobenkrat. No. Po 5 letih, no. Zdaj je 5 let. Ja, res je zelo pomembno, da bi morda malo bolj skrbeli za svoje zdravje. Tako z vidika zdravega življenjskega sloga, kot z vidika vseh teh preventivnih pregledov. Imamo, se pravi, 3 krasne presejalne programe, Dora, Zora, Svit. Zajamemo moške in ženske. Vidimo, da moški veliko slabše skrbijo za svoje zdravje kot ženske, tako na področju življenjskega sloga, se pravi prehrane, gibanja, kajenja, alkohola, res izrazito slabše. Tudi debelost pri moških veliko bolj narašča kot pri ženskah in to se seveda odraža v njihovi večji prezgodnji umrljivosti, se pravi tudi življenjska doba je krajša, tudi kakovost življenja je slabša seveda in ta zdrava življenjska doba je krajša že v času delovne dobe, kaj šele potem, ko nastopi se pravi upokojitev. In tukaj pravzaprav to, kar ste vi tudi povedali, gospa Naglič, je zelo pomembna podpora okolja, partnerja, soseda, sosede, se pravi ta spodbuda k zdravju, k zdravemu življenjskemu slogu, udeležbi v presejalnih programih, recimo Dori, Zori, Svit, Kajti ljudje rabimo najprej nekje
informacijo, potem rabimo zavedanje, potem rabimo seveda naša stališča, da cenimo zdravje in da zato nekaj naredimo. In zato rabimo seveda spodbudno okolje, ki nas pri tem podpira in tudi nekoga, ki nas dolgoročno podpira pri tej spremembi. In če ne, kdo drug kot moški rabijo res to spodbudo, najprej ozaveščenost, da morajo sami nekaj narediti. In rak na debelem črevesu in danki je pri moških veliko večji problem kot pri ženskah, ampak se še za 10 odstotnih točk manj odzivajo. Samo polovica moških se odzove v program. Zato pozivam moške, naj se odzovejo v program, kajti to je darilo za njihovo zdravje in morda tudi za ohranitev življenja. Hvala lepa, obema se zahvaljujem in programu Svit želim čim več uspeha še naprej, predvsem pa, da bi se res ljudje zavedli, kako pomembno se je potrebno odzivati. In spoštovane gospe, dragi gospodje, poslavljam se tudi od vas. Upam, da ste bili z nami in da vam je ta oddaja, v kateri smo govorili o težavah, o strahovih, o prepričanjih, ampak tudi o optimizmu všeč. Nasvidenje, lahko noč. Podobo Luize Pesjak, ki jo je sredi 19. stoletja naslikal Mihael Stroj, lahko označimo kot značilno biedermajersko ikono. Melanholija na obrazu upodobljenke, njena galantna drža, se skupaj z izbranimi dragocenimi oblačili in tipskimi modnimi dodatki sestavijo v romantično idealizirano podobo Prešernovega časa. Portret izdaja izdelan slikarjev slog, ki ga označujejo otipljivo, sugestivno slikanje tkanin in predmetov, postavljanje figure v rahlem S-zasuku, spuščenimi rameni, elegantne drže rok in porcelanasto prosojna polt. Takšna modno začinjena shema portreta je ugajala ljubljanskim naročnicam in je slikarju prinesla uspeh. Upodobljenka Luiza Pesjak, rojena Krobat, je bila ena najvidnejših izobraženk 19. stoletja na Slovenskem. Poznamo jo kot pisateljico in pesnico, pesnila je zlasti za otroke, danes pa se nam je zapisala v spomin zlasti kot avtorica enega prvih opernih besedil v slovenščini, Gorenjski slavček. Thank you.